tokrat v občinskem informatorju. V Mariboru pozitiven skoraj vsak drugi, v domovih za ostarele obvladujejo situacijo. Občine Zgornje Dravske doline urejajo v okviru projekta Naša Drava kolesarska počivališča. V Mlakah na Muti nadaljujejo izgradnjo vodovoda in ceste. Društvo Marjetice pripravilo že 23. razstavo ročnodelskih izdelkov. Mariborski veterani vojne za Slovenijo proslavili 30. obletnico osamosvojitve države. Uspešna zgodba vinarske družine v Pesnici. Lepo pozdravljeni. V Podravju v teh dneh močno narašča število okuženih, pozitiven je že vsak drugi PCR test. Preverili smo domove za ostarele, ki so kljub slabi epidemiološki sliki v Mariboru v precej dobri situaciji. Številni oskrbovanci so cepljeni že tretjič. Okužbe se sicer ponovno pojavljajo, a te navadno v precej blažji obliki. V Podravju so se razmere v zadnjih dneh precej poslabšale. Število obolelih na mariborskem območju se je povišalo za 70%. Direktor zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor Jernej Završnik je dejal, da je pozitiven že vsaki drugi PCR test. Zaskrbljujoč je podatek, da je ta podravska regija kar močno okužena, tudi testi kažejo, ko se hodijo testirati, da je več kot 50% in to nas seveda malo skrbi. V domu Podgorco zaenkrat okužb k sreči ne beležijo. Trenutno moram potrkati, da smo mi na varni strani, da zaenkrat nimamo tako pri stanovalcih kot tudi pri zaposlenih nobene okužbe. Vsekakor imamo bolj poostreno, kar se tiče druženja in vse to je bolj po etažah, ampak vseeno so še stanovalci dokaj sproščeni in se družijo, ampak bolj po etažah smo zdaj omejili. Medtem je slika v domu Danice Vogrinec nekoliko drugačna. Večina trenutno pozitivnih je cepljenih. Med njimi so tudi tisti, ki so pred cepljenjem koronavirus preboleli. 2 tedni pa pol dejansko imeli 20 pozitivnih stanovalcev, nekaj se jih je že vrnilo, 7 jih je v bolnici, 8 jih je pa še v rdeči coni in nekaj se je še tudi potem v petek v Vračah. Zdaj to je recimo tak pregled. Ja, dejstvo je, da so večina je cepljenih, vse je precepljenost, je tam okrog 90%, zdaj odvisno malo od delovnih enot, različno, ampak dva sta v teh pozitivnih necepljena, dva sta bila 8. oktobra, torej 5 dni pred pojavom okužbe cepljena z eno dozo, ostali so vsi polno cepljeni, v 2 stanovalcih so tudi preboleli in torej 2-krat cepljeni. Ja, v teh primerih je šlo za resno do težjo obliko, kjer so potrebovali tudi stik in tako dalje, potem ko stanovalec nekaj pride iz doma, vi nekaj zelo povratnih informacij v zdravstvenem stanju mi ne dobimo, ker jih pač dobijo svojci oziroma skrbniki. Zanimalo nas je, kakšna je precepljenost med zaposlenimi. Je 151 stanovalcev, 142 je cepljenih, s 3. dozo pa bo v tem tednu vse skupaj 32 stanovalcev cepljenih. Kar se pri zaposlenih tiče, pa je od 101 zaposlen, cepljenih pa je 58 zaposlenih. Zdaj pri stanovalcih tako se nekaj okrog 90%, pri zaposlenih je pa tam spet je odvisno malo od delovne enote, ampak načeloma se prejče se domov tam približno okoli 63-64%, tako je približno 2/3 zaposlenih cepljenih. Pred nami pa so hladni zimski dnevi, ki s seboj prinašajo tudi druge okužbe. Virus nobenega ne izbira, je tako zahrbten, tako da mi se trudimo vsekakor, da mogoče je pri nas tudi malo lažje, ker smo še novejši dom, imamo manjše gospodinjske skupnosti in lažje zagotovimo te mehurčke, kar se druženja tiče. Malo nas seveda skrbi to, ker je pa zdaj ta zimski čas, kot so mogoče tudi obiski, niso več toliko zunaj, so bolj v notranjosti. Vsekakor pa svojce redno obveščamo, jih tudi naznanjamo, seveda tudi zaposlene opozarjamo konstantno, tako da upamo, da se nas ta virus v tem 3. valu ne dotakne. V domu Danice Vogrinec so poleg rdečih con prav tako vzpostavili sive cone. Obiski tam, kjer okužb ni, potekajo normalno. V primeru okužb pa obiskov
ni. V projektu Naša Drava sodeluje več lokalnih akcijskih skupin in občin vzdolž reke Drave. Bili smo na predstavitvi novih pridobitev na območju lokalnih akcijskih skupin Mislinjske in Dravske doline. Občine Dravograd, Vuzenica, Muta, Radlje ob Dravi in Podvelka so namreč s pomočjo sofinanciranih sredstev iz projekta uredile kolesarska počivališča in kupile urbano premično opremo za izvajanje športnih aktivnosti. Projekt Naša Drava povezuje vse občine od avstrijske do hrvaške meje. To je delo 10 lasov, ki so združili moči in prijavili ta projekt v skupni vrednosti okrog 970 000 evrov. Naš las Mislinjske in Dravske doline pravzaprav sodeluje v tem projektu v višini 120 000 evrov bruto, od tega so financirano 92 000 evrov strani MKGP-ja. Razdeljen je na 2 fazi. Prva faza je bila otvoritev te razstave v Radljškem dvorcu o reki Dravi sami in pa o dobrem filmu o pričevalcih na reki Dravi in ob reki Dravi, in pa zdaj ta drugi del, to je pa v bistvu urbana oprema, ki so jo občine zgradile ob sami reki Dravi. Sodelujoče občine so uredile kolesarska počivališča. Na prostorih locirane klopi, stoli, koši za smeti, največ pa v občini Vuzenica, kjer ima poleg kolesarnice tudi še nabavljene kajake z vso potrebno opremo. Kaj vse so v okviru projekta pridobili v Vuzenici, je podrobneje predstavil vuzeniški župan. Gre za nabavo 5 električnih koles, gre za nabavo 5 kajakov, gre za vso potrebno opremo, vključno z sedeži za otroke, kar se koles tiče, reševalne opreme, kar se tiče kajakov, seveda polnilnice, ustrežne urbane opreme, kot so koši, predvsem pa kolesarnice, ker varno so shranjeni vsi našteti rekviziti, ki so za uporabo na Dravi in ob reki Dravi. Vrednost investicije v Vuzenici je okrog 33 000 evrov. Od tega smo prek sklada pridobili okrog 19 000 evrov, ostala sredstva so iz občinskega proračuna občine Vuzenica. S pomočjo lasa so pravzaprav v Vuzenici končali še več projektov, nekaj jih je tudi načrtovanih. Podpora je odobrena okrog tematske poti v samem centru Vuzenice do Stolne cerkve v Vuzenici oziroma do Slomškovega bivališča nekdanjega, torej tega znamenitega objekta in poslikave tega stropa. To je operacija, ki je že podprta. Dokončali smo tudi sanacijo objekta, ki je bil zgrajen na Svetem Primožu na Pohorju 1850. leta, nekdanji hlev ali drvarnica. Smo sedaj z župnijo Sveti Primož na Pohorju sklenili dogovor o 8-letnem najemu in v teh prostorih, kot sem rekel, investicija je bila vredna okrog 50 000 evrov. Poleg urbane opreme, ureditev zunanjega dela je bila tudi popolna obnova tega objekta, ki bo služil za shranjevanje kot nekakšen muzej. Posebej pa so osredotočeni prav na Dravo, kjer bodo vse bolj razvijali turizem ob njej in na njej. V občini Muta so se v zadnjih letih bolj posvetili asfaltiranju makadamskih cest kot v preteklosti. Sanirajo tudi ceste po neurjih. Še naprej pa urejajo gravitacijski vodovod na Mlakah, ki velja za enega največjih prebojev v izgradnji vodovodnega omrežja. Na Muti so se več let trudili ohraniti gravitacijske vodne vire, da bi tako zagotovili več pitne vode za svoje občane. Z tem projektom, da smo ohranili 4-5 najkvalitetnejših gravitacijskih virov na Muti, to se pravi na Svetem Primožu in pa na Pernicah oziroma Mlakah, smo seveda naredili še en, bom rekel, preboj dobesedno v pozitivnem smislu, da smo s sosednjo Republiko Avstrijo, z sosednjo občino Sobot in deželno vlado avstrijske Štajerske pred 3 leti premagali številne birokratske, administrativne, tudi politične, tudi okoljske, tudi meddržavne ovire in izgradili
na avstrijski strani zelo kvaliteten vodni vir, ki je največji v zadnjih letih zgrajen na avstrijskem Štajerskem. Prepričan je, da bodo lahko s pitno vodo oskrbovali tudi druge občine. Zdaj smo v zaključni fazi izgradnje še slovenskega, približno 800 oziroma 1200 metrov dolgega dela na slovenski strani in ta trenutek je pa seveda tudi naša vloga občine Muta preko konzorcija občin Dravske doline, da ta slovenski del pričakujemo, da ga bo tudi država sofinancirala, saj smo prepričani, da bomo s tem dvignili kakovost oskrbe s pitno vodo za praktično vse občine Dravske doline. Tudi če hočete Dravograda, ker ta povezovalni vodni sistem dolg preko 111 km ima možnost pretoka vode po dolini navzdol, kot po dolini navzgor in na številne više ležeče kraje. Na Pernicah in na Mlakah, v Svetem Primožu in na Svetem Jerneju, pa tudi v Bistriškem in Prevolovem jarku pa urejajo tudi ceste. Še vedno nam manjka kar nekaj 10 kilometrov. Mislim, da imamo vseh makadamskih občinskih cest okrog 85 kilometrov, ampak ker smo realni, da ne moramo asfaltirati to v kratkem času, smo v zadnjih letih vložili veliko sredstev, čeprav nam marsikdo temu ravno ne verjame, še vedno imamo veliko tudi posameznih kritik, ki so pa v večini neupravičene. Mi vlagamo v sredstva obnove kolesarskih, cest občinskih poti, se oproščam, preko 300 000 evrov na letni ravni. Sedaj torej delajo tudi v Prevolovem jarku, kjer je bilo leta 2019 hudo neurje. Tam ne samo to, da obnavljamo to cesto, delamo nove brežine, mi smo prvič v zgodovini Mute se lotili tudi enih zelo nevarnih stenskih previsov skal nad deli tega cestišča in skupaj z slovenskimi gozdovi, Družbo za slovenske gozdove, smo našli skupni jezik in rešili dve zelo kritični točki. Pred nekaj dnevi se je večina članov občinskega sveta skupaj z županom ogledala nekaj cest in ugotovila, da so v zadnjih letih naredili na Muti veliko, opazili pa so tudi, da bo treba marsikaj še storiti. Ročnodelsko društvo Marjetice iz Silnice ob Dravi je v Hramu kulture Arnolda Tovornika pripravilo razstavo izdelkov svojih članic. Videli smo lahko slike, prtičke, nakit, šale in kape ter še mnogo drugega, kar so naredile članice društva z veliko ljubezni in dobre volje. Več pa v prispevku. Marjetice, kot jim lahko tudi rečemo, so članice ročnodelskega društva, v katerem ustvarjajo razne izdelke na različne načine in v različnih tehnikah. Mi imamo različne tehnike. Mi kvačkamo, pletemo, rešilje, čipko, različne tehnike. Imamo križce, kar pač katera dela, ne? Kar nekaj klekljarskih izdelkov je bilo videti, nekaj jih je naredila tudi predsednica. Jaz sem dala na razstavo ta dva izdelka, ko smo jih dali v okvir, potem imam eno zaveso, ki je spodaj tudi zakleklana. Včasih sem delala rešilje, danes pa me bolj veseli klekljanje. Čeprav, ko sem začela to delati, sem rekla, to pa jaz ne bom delala. To je tako zahtevno, meni je bilo to zelo težko začetka, ampak me je potem naša mentorica to pregovorila in na koncu mi je zelo všeč. Delam tudi na pladne, različno, na mizo, različne stvari, ne, tako da. Naredile so tudi drobne okraske, ki bi lahko za praznike dali na mizo ali smrečico. Ena od članic pa je naredila tudi okraske za manjše namizne lučke. To pač je okras za lučko, lahko za darilo, za kjerkoli lahko postaviš, prižgeš noter lepo. Lepo prižgeš noter, pa je lepa lučka, to je bolj za take intimne, za lepe postavitve in za take stvari so lučke različne. Naredili smo jih vseh različnih oblikah, vezenje, sklekljanje, kvačkanje, ampak jaz sem pač skleklala. Ne? Na slike, ki jih je prav tako sklekljala, pa je lahko tudi zelo ponosna. Tu smo se v bistvu učili dobre kote delati in potem ta vzorček, ko je gor. Vsaka je pač delala svoj vzorček, vsaka si je svojega zbrala. To pač je to naše učenje. Ne? Povejte, koliko časa pa kaj porabite za eno tako umetnijo? Kar nekaj časa.
Poskušali smo že, da se vsedeš, pa čas meriš, ampak ko sediš pol ure, pa te začne boleti hrbtenica, pa moraš vstati, pa spet greš, ampak to je težko reči ure. Ampak kaj bi rekla, vse pri enem okvirju 10 ur je sigurno dela noter, ne? Pokazale so tudi voščilnice z različnimi izvezenimi motivi in rožice, ki so bile večplastno narejene kot umetniške slike. Pri teh rožicah se na šablone ven izrežijo in se potem nalima na sliko ali na kartice, na vizitke. To je zdaj bolj novejša tehnika, potem pa imam vezenje, pa slike iz kamenčkov, ko so na oni strani. Njene umetnije so res narejene tako, da se vidi in čuti relief. Sicer pa je povedala tudi recept za izdelavo dobrih izdelkov. Veselje mora biti do tega, kljub temu, da gotove ne vse ženske nimamo časa, ampak moraš si čas vzeti, ne. Žal ni pa mladih ljudi, ker ni več toliko zanimanja, pa časa ni, ne, vse veste. In ja, vseh 15 članic, kolikor jih je sedaj v društvu, druži veselje do dela. Se že hodim sem, koliko 18 let se vozim stezna, to pomeni, da imam rada to, ne. Drugače ne bi vozila vsak teden sem, ne. Poleg veselja pa je tu tudi ljubezen, ki jo rade delijo tudi z drugim. Območno združenje Zveze veteranov za Slovenijo Maribor je sinoči pripravilo slovesnost, na kateri so se spomnili vojne za Slovenijo in povezanih dogodkov. Ob tem pa so poudarili tudi današnjo vlogo veteranov. V predverju dvorane Narodnega doma je bila postavljena kronološka razstava uniform slovenskih obrambnih sil. Prva uniforma recimo je uniforma, ki jo je nosil gospod na postroju o prevzemu republiškega štaba, ko je recimo gospod Janez Slapar postal vršilec dolžnosti republiškega štaba teritorialne obrambe in se je celotni štab na novo formiral in preselil v Kardeljevo vilo v Ljubljani in so se tam začeli te procesi odvijati. In potem preko vseh pomembnejših točk postroja v Kočevski Reki, vaje premik, obeh učnih centrov, same vojne, dogodka v Luki Koper, ko je ozemlje Slovenije zapustil zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade in potem tudi dogodkov, ki so tem sledili. Teh pa je bilo po Sloveniji več. Razna razminiranja območij, kjer so ostale mine po vojnih spopadih, recimo letališče Cerklje ob Krki je imel minsko polje v Konjakini, gospod, ki je bil strokovnjak za minsko-eksplozivna sredstva, potem po vojni in po odhodu zadnjega vojaka skrbel za to, da se je to varno onesposobilo in pripravilo za nadaljnjo uporabo letališča. In pa tudi recimo uniforma pripadnika teritorialne obrambe, ki je po spopadih in po odhodu zadnjega vojaka skrbel za varovanje južne meje, ker vemo, da se je potem vojna preselila na Hrvaško in v Bosno in v preostale republike Jugoslavije. Slavnostni govornik je izpostavil, da je Slovenija še vedno mlada država. 30 let je sicer na prvi pogled kratko zgodovinsko obdobje, vendar za eno državo, ki je pred 30 leti nastala, je to obdobje, ko lahko rečemo, da je prebolela otroške bolezni ali bi pa vsaj morala preboleti te otroške bolezni demokracije, če tako hočete, in to praznujemo. Jaz upam, da bodo ti zadnji vzdihljaji te bolezni kmalu izginili in da bomo postali normalna demokratična država. Ob osamosvajanju Republike Slovenije je bil Maribor mesto heroj. Ljubljana je bila leta 1945 mesto heroj, mislim pa, da je Maribor bil leta 1991 mesto heroj sigurno. Zato, ker je praktično vsa demokracija, vsa osamosvajanje, vse osvoboditve so se začele na tem koncu že v mesecu maju leta 1991. Kasneje pa tako vemo, kako so dogodki do tega pripeljali. Tudi mesto, kot bom rekel, ne toliko veliko mesto, je imelo kar ogromno število potenciala jugoslovanske armade, ki je lahko bila praktično v tisti svojem času nervoze in razpada zelo, zelo nevarna. Tako, da vemo, da tisti, ki je ranjen, je zmeraj nevarnejši od ostalih. Teda smo se jih mogoče res dejansko straho spoštovali, kaj se lahko zgodi predvsem samemu mestu in pa civilnemu prebivalstvu.
Ob vojni za Slovenijo so dejansko razmišljali, da bi v Pekrah evakuirali prebivalstvo. Pekre so praktično z priliko dogodkov prišle tako daleč, ker takrat slovenska mlada država ni imela nekih možnosti nastanitve vojske in so prišle samo Pekre njih v poštev. Tako da so Pekre praktično z tega gledišča postale praktično tarča. Zato smo tudi toliko imeli strahu pred tem, ali Pekre celo izseliti ali nekako zaščititi civilno prebivalstvo. Če bi nam uspelo, hvala Bogu, še to laže, da ne bi nekdo izsiljeval pa pritiskal na ljudi, ampak ni šlo vse tako čisto, kot smo upali. Tako da mogoče nek mali strah je ostal še dolgo časa po tistem. Ladislav Lipnik je spregovoril tudi o vrednotenju vojske, policije in vojnih veteranov. Jaz sem prepričan, da je vloga vojske in slovenske policije ustrezno ovrednotena. Vloga veteranskih organizacij pa se mi ne zdi, da je ravno ta ocena tista, ki bi lahko veljala. Pa ne zaradi nekakšnih bonitet ali česarkoli drugega, pač pa zaradi tega, da ne dojamejo ne politika in tudi ne nekatere uradne inštitucije v tej državi, da so ravno vojni veterani tisti, ki so bili predhodniki današnje slovenske vojske, današnje slovenske policije in da se pravzaprav tem ljudem potrebno zahvaliti za to, da imamo državo, seveda tudi ob drugih, ki so sodelovali, tako politike, tako gospodarstvenike, tako diplomate in vsi tisti, kateri so pripomogli k temu velikemu zgodovinskemu uspehu. Na slovesnosti so si prisotni ogledali tudi dokumentarni film 30 let pozneje, v katerem so orisali pot Slovenije. Obiskali smo družinsko kmetijo Črnko, kjer že več desetletij pridelujejo vino. Prvo kapljico stekleničijo od leta 1984. So prvi v Sloveniji, ki so se lotili pridelave penine, ki zori na dnu Piranskega zaliva. Uspešni so tako v Sloveniji kot v tujini. Zgodba vinogradništva Črnko iz Jareninskega vrha, ki je danes zelo uspešna, se je pričela pisati leta 1967. Najprej se je s tem začel ukvarjati Silvov oče Srečko. Takrat je on začel z pridelavo vina, ki ga je prodajal odprtega. Ljudje so hodili domov na dvorišče, tukaj kupovali vino v steklenice in pa v flaškone. Kasneje pa smo leta 1983 pričeli med prvimi tu na Štajerskem stekleničiti vino pod svojo blagovno znamko. Ste si že kot majhen otrok mogoče želeli, da boste enkrat vi nadaljevali to delo, ki ga vaš oče opravljal? Ja, vsekakor, ko živiš z kmetijo, vidiš, kaj se dogaja in delo je bil vedno izziv, sploh pa potem oni drugi del, ki ni na zemlji, ampak potem v kleti, pa potem marketing, raziskovanje tega, širjenje tržišča, pridelovanje različnih vrst vin. To je bil vsekakor izziv, da bomo nekoč uspeli. Občasno ima na pomoč priskoči hčerka in njen partner. Obdelujejo 5 hektarjev vinogradov in ponujajo kar 6 vrst vin. Posebej ponosni so na staro prešo. Ja, ta preša je stala na tem mestu, premaknjena samo za 2 metra bolj proti steni. Iz nje smo naredili ta šank tukaj v tem našem degustacijskem prostoru, kjer gostimo naše zveste kupce in nimamo odprtega tipa. Ta prostor je namenjen le za naše stranke, kjer jih pogostimo, kjer jim pokažemo tudi proces na z videom in pa tukaj probajo, potem testirajo vsa naša vina in se potem lažje odločijo, kaj bojo kupovali. Njihova posebnost v ponudbi je vino, ki zori na dnu Slovenskega morja. Morski organizmi ustvarjajo prave umetnine. Se je hči začela potapljati in skupaj z njo je dorasla tudi ta ideja, da bi vino lahko potopili v morje, kjer je temperatura na 20 metrih idealna za staranje vina. Tako smo leta 2009 naredili prvo penino, ki je bila starana v morju. Kasneje, predlani, pred 2 leti, pa smo še dali na tržišče eno vino, rumeni muškat, ki je prav tako 5 let zorelo na dnu Slovenskega morja.
Vino je posebno, vino je vrhunske kakovosti, bogato, polno. Ne le v Sloveniji vina ponujajo tudi v tujini. Številna priznanja iz ocenjevanj pričajo o njihovem trudu. Tih 97 smo začeli prvo pošiljati naša vina tudi na tuja ocenjevanja in dobili v Parizu, Montrealu, v New Yorku priznanja, San Francisco, in tako smo tudi potem nekako našli trg izven meja Slovenije, nekaj v Evropi, večji del pa že več kot 20 let prodajamo tudi v Ameriko, kjer je trenutno naše vino prisotno v 3 državah, v New York, v Kalifornija in pa v Ohio, in tam se delež prodajanega našega vina vsako leto povečuje. In kaj je hit na tujih trgih? Stranke, ki so pričele konzumirati to našo vino, ki je z nižjim alkoholom, tekoči letnik, sveže, mlado vino, je postalo hit, in takšno vino naši uvozniki tam zahtevajo in iščejo vsako leto več. Vinski trg je zadnja leta precej nasičen, a Črnkovi so z inovativnostjo in drugačnostjo zagotovo ubrali pravo pot. Toliko za nocoj v oddaji Občinski informator. Poglejmo pa še, kaj se ti dni dogaja v naših krajih. Ta petek, 29. oktobra, v Guzenici prirejajo otroški Halloween s pričetkom ob 16. v parku pri Hoti. Na Ptuju pa bo ob isti uri potekala žalna komemoracija ob dnevu spomina na žrtve, in sicer v parku spominov na starem mestnem pokopališču. Sicer nas spremljate tudi na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam miren večer še naprej in nasvidenje.